Lepo pozdravljeni. Tole je poglobljen video o uporabi oziroma o smislu barvnih spiral, ki smo jih že leto dni, že več kot leto dni nazaj v bistvu dali v javnost, predvsem našim terapevtom in tistim, ki že vedo, kaj bi z njimi počeli, in pa v nadaljevanju zlate spirale, ki jo verjetno že poznate ali ste si že ogledali brezplačen video o uporabi zlate spirale. Če si še ga niste, si ga dajte, kajti je smiselno, da nekako celotno zgodbo slišite, da potem praktično uporabljate to najboljše orodje, ki ga boste kadarkoli srečali v življenju, zares. Se pravi, zlata spirala, ki je na zadnji strani vsake barvne spirale, je energija, ki je prinesla podporo duše, podporo energiji zlate dobe, podporo tistih energij, ki obstajajo, ki v bistvu je človeštvo z njimi povezano, vsak posameznik je z njimi povezan, ampak se nekako ne zavedamo te podpore, niti jo ne znamo tako sproščeno, brez nekako usmeritve sprejeti. Tako da zlata spirala skrbi, vodi to energijo barv, da tudi znotraj je zlata spirala prežeta z barvami in to vodi energijo na pravi način, zato so barvne spirale pripomoček, ki nima reakcij, ne morete ga zlorabiti, ne morete ga po neumnem narobe uporabiti, to je najbolj varen pripomoček, kar jih obstoja, kajti dejansko je energijska podpora na temo duše, zlate dobe in notranje človeške strukture energijske, ki je narejena po naravni poti, narejena je harmonično in naše telo in vsi nivoji teles, o katerih bomo govorili tudi v posebnem webinarju, kjer se boste naučili zelo sistematično določene stvari čistiti. Se pravi, zlata spirala vodi energijo na pravi način skozi vse strukture, da se avtomatsko celijo, čistijo, strukturirajo na novo, obnovijo na način, da vam koristi, da nekako opustite stare navade, razvade in lažje prestopite v življenje, ki vam je bilo dano po duši. Vsak je namreč prišel iz vidika duše na to zemljo doživeti svojo svetlobo, tudi svojo temo, ampak tema je samo odsotnost svetlobe. Se pravi, če mi dovolimo zlati in barvnim spiralam, da prinašajo svetlobo vsak kotiček svojega življenja, vsak kotiček svojega telesa, se zgodi ena taka čudežna preobrazba, ker naenkrat začnemo drugače razmišljati, vidimo stvari bolj jasno, bolj čisto, manj smo obremenjeni z reakcijami drugih, manj nas motijo drugi. V vsakem primeru zgodi se ena osebna notranja rast, ki prinese uspešno in srečno življenje, kar je na koncu smisel tega raja na zemlji, ki so ga nekateri želeli spremeniti v pekel. Tako da čas je, da vzamemo zemljo kot raj na zemlji, dejansko nazaj, ga ustvarimo vsak zase in se potem skupaj zberejo energije, da se začne širiti pozitivna svetlobna vibracija in da barve nazaj dobijo dober pomen. Zaenkrat jih najboljše uporabljajo v marketingu, vsi, tudi tisti, ki so na drugi strani, se pravi, ki manipulirajo s človeštvom, znajo zelo dobro uporabljati vse lastnosti, kvalitete barv in tudi drugih energijskih zakonov. Ampak jih uporabljajo proti človeštvu, tako da karma bo svoje naredila za njih. Mi se pa moramo nekako naučiti, oziroma dobro je, da se naučimo, kako sodelovati s sabo in svojimi najlepšimi energijami. Barvne spirale so pot v to. Pa poglejmo, zlata spirala torej prinaša transformacijo iz svetlobe, podporo zlate dobe, to je zame tisti del človeštva, to je cela, recimo, če rečemo, da je planet Zemlja, cela energija okoli planeta Zemlje, ki podpira človeštvo, da najde pot v harmonijo. Tam je v bistvu kot blueprint za že urejeno človeško civilizacijo na nivoju harmonije, resničnega sodelovanja, nekako podpiranja najboljših talentov. To ne pomeni, da nihče nič ne dela, tako kot bi nekateri radi prevedli to človeško v bistvu civilizacijo zlate dobe, da se nič ne dela, vsega je dovolj, ampak da vsak uporablja tiste potenciale, tiste talente, ki ga
navdušujejo, ki so najbolj pomembni za celotno civilizacijo in so podprti za svetlobo duše in nas sproti regenerirajo. Ker ko ti delaš pravo stvar, ko si na pravem mestu v svojem življenju, se vse pravo odvija, vse se širi s podporo svetlobe, ni problemov, ni vam težko narediti nič, nekako ste v pozitivni duhu, v tisti energiji tistega dela. Pomembno je, da nas je čedalje več v takšnem delu, kajti posamezniki ne zmoremo več oziroma ni naša naloga maso prebujati oziroma iti čez svoje meje, kajti vsak je samo človek tukaj, ampak da nekako spodbujamo, da vsi skupaj začnemo rast, se razvijati kot rastline, ko se odpirajo soncu, se pravi, da nekako zaživimo res harmonično življenje in smo sodelavci v svetlobi. Mi vsi smo v zlati dobi sodelavci, kjer točno vemo, aha, tole imam zate, to imaš ti zame ali za koga drugega, ni nekega pehanja za bilo čem, ampak smo res v skladu z notranjo resnico, ki jo odzvanjamo navzven, tako da ni laži, ni manipulacij, zato si lahko beremo misli, kajti smo iskreni in ko si mi lahko beremo misli, ko smo transparentni v tem, in povezani v tem, kar mislimo, čutimo, govorimo in delamo, potem je vse preprosto. Ko se en moment v nas zakrči ali je zakrčen iz preteklosti, potem je tu problem. Torej, zlata spirala je prva prišla, da odpre to podporo, kajti v letih, ko smo mi začenjali, veste, z energijskim delom, to je bilo uradno, smo začeli 2001, 10 let prej nas je kar nekaj se srečevalo, nekako smo se dobivali, srečali vse povsod, po sejmih, na raznih koncih, načinih in ideja o zlati spirali je bila že močna takrat pri meni, kajti videla sem, da različni pripomočki ne delujejo tako in sem želela, da bi nekaj prišlo, da bi nekaj ustvarili, kar lahko brez težav daš komorkoli. Sama sem takrat delala v domu za ostarele in mi je bilo pomembno, da ni stranskih učinkov, da lahko tudi tisti najbolj šibek človek, ki je v bolečini, nekaj dobi, nekaj vzame oziroma nekaj, potem je bila to zlata spirala, da se nekaj položi na telo in se začne dogajati sprememba in v 10 do 15 minut opustitev bolečine. To je bil meni nekak fokus, no in to se je razvilo potem s pomočjo okoliščin, s pomočjo bioenergetikov in drugih, se je razvilo v času 2000 do 2005. Potem pa kar skoraj 20 let nismo iskali druge rešitve, kajti zlata spirala je opravljala svoj posel, vsi, ki so želeli uporabljati, so se dvignili, vsi, ki so želeli narediti spremembo, so s pomočjo te male kartice zlate spirale lahko to naredili, imamo tudi večjo, ampak ta mala je zadoščala. Najprej smo naredili večjo in potem zaradi potrebe, da nismo v posteljo starejšim tiščali v njih velikih kartic, da se je čim manj videlo, pa tudi za potrebe terapevtov, da gre lepo v dlan, da ti lepo z njo delaš. Se pravi, ta zlata spirala je v bistvu 20 let funkcionirala brez, da bi jaz začutila potrebo, da je potrebno še kaj dodati. No, potem pa je prišla ta korona in to obdobje kaosa, zmešnjave, za katerega so sistemi razmišljali, so imeli drugi plan za človeštvom, ampak kar je dobrega, da je človek pa imel takrat čas, da se malo poglobi vase, da malo spozna, da tudi malo vidi, kaj je zares in večina ljudi je ugotovila, da ne potrebuje toliko tega sistema, v katerega je bil človek vpet prej. Tako da kontraefekt vedno udari, tako da se v tem času pa potem pojavila potreba po globljem čiščenju. Veliko ljudi, veste, sistemi so vmes začeli razpadati in ni bilo več občutka varnosti. Doktori, vsi so nekako, vsi sistemi od službe, zdravstva, šolstva, vsi so nekako katapultirali se v eno drugo orbito, niso dali občutka, tule ste varni, tule bomo poskrbeli za vas, pridite, ni problem, bomo vse rešili, ampak je bilo kontra. Ne hoditi v zdravstveni dom, če si bolan. Ne hoditi v šolo, doma se šolajte, v glavnem zmešnjava.
In kaj se je zgodilo? Človeštvo, kot vsak posameznik, seveda mi iščemo rešitev. Veliko ljudi se je znašlo po svoje, našlo svojo pot čez zemljo, čez delo, čez šport, čez marsikaj. Veliko ljudi vas je pa ostalo nekje zunaj, niste vedeli, kam se usmeriti, tako da smo bili mi takrat zelo aktivni v smislu meditacij, podpor. Skoraj da malo preveč smo se izpostavili, kajti deležni smo bili vseh sort, ampak nima veze. Pomembno je, da sedaj vemo in smo takrat začutili, da je potrebno bolje poskrbeti za vsak zase, globlje je treba pogledati pri sebi in najti način samozdravljenja, ki ni potreben, da moraš skozi nekam hoditi, da moraš si skozi odvisen od nekoga, kajti tiste osebe lahko, da kar naenkrat ni več oziroma ni več dosegljiva. In takšni izzivi so pripeljali do tega, da sem iskala način, kaj narediti, da lahko človek potem globlje sam sebe zdravi, brez da ima za sabo toliko izobraževanj, toliko šolanj, toliko meditacij, kot sem jih jaz do takrat pač do zdaj imela. Tako da vas ne preobremenim z pretiranim znanjem iz teorije, ki zares na koncu ni pomembna, če seveda so stvari na pravi način zložene. Tako da te barvne spirale vam omogočijo osebno rast, brez da morate prebrati tono knjig, brez da morate karkoli posebej početi. Je pa res, da je dobro, da ste, ko delate z njimi, da ste zbrani nekako v čutilih, da zavestno, da ne gledate zraven poročilno to, pa da ne razmišljate ali pa zraven ne tipkate po telefonu, ne poslušate nečesa drugega na računalniku, ampak delate z spiralami, z barvnimi, kajti takrat delate s svojimi lastnimi energijami. Tako da 20 let kasneje, torej kot je bila zlata spirala aktivna, se je začela pojavljati, smo jo prinesli v ta prostor, so se potem pojavile barvne spirale, ki smo jih pa potem več kot leto dni testirali znotraj naše družbe, z ljudmi, ki vem, da delajo terapije, z ljudmi, ki hodijo na krapa, na zmenek z dušo, kajti bolj smo znali zaznati, kaj se res dogaja. In kar mi je vesele, je to, da so barvne spirale prišle nad pričakovanji. Se pravi, da niso naredile samo tega, kar sem jaz pričakovala, da bodo naredile, ampak se je pojavil celi širši spekter delovanja, ki ga energije potem sprožijo, ko mi uporabljamo barvne spirale. Se pravi, vsaka barva, jaz sem računala, glede na to, da imajo barvne spirale barve po čakrah, in sicer tistih čakrah, ki jih mi kot terapevti uporabljamo, se pravi, vijolična je kronska čakra, stik z dušo, indigo je čelna čakra, to je predel možganov, je čakra za modrost, intuicijo, in tretja je ažna čakra, temno modra, čakra za fokus, za jasno usmeritev navzven, in veliko tehnika, veste, že tole združi, se pravi, čelno in ažna čakro jo uporabljajo samo kot ažna čakro, kar se je pokazalo v bistvu z leti, pa tudi določene druge tehnike to ločujejo. Pokazalo se je namreč, da možgani so yin energije, noter so, in če mi skupaj na enak način pristopamo v našo glavo, se ustvari tekmovanje med modrostjo in med željo nekaj narediti. Seveda v Sloveniji smo zelo usmerjeni v delo, tako da premalo uživamo v bivanju, v čutenju svoje modrosti, premalo časa si vzamemo za razmislek, in potem nekako je pomembno, da se naučimo to dvoje ločiti, da vemo, možgani in z svojo notranjo energijo so podpora nam in duši, da skozi možgane sprejemamo te impulze svetlobe, in da modrost duše, ki je že v nas, se napolni, aktivira in širi. Ažna je pa usmerjenost v rezultate, uspešno delovanje, jasen pristop, čista znanost, ki v bistvu jo imajo, recimo vsi, ki imajo dober posel, morajo imeti dobro ažno. Vsi, ki želite speljati šolanje do konca, kakršnekoli projekte do konca, morate imeti dobro ažno. Medtem ko recimo starejši ljudje, gospodinje, morajo imeti dobro intuicijo. Tako da
kaj pomeni, da vam v pravem času skuha pravo kosilo, v pravem času naredi prave stvari in to je potem ena lepa harmonija, tako doma kot v človeku, če so dušna, čelna in ažna energije dobro harmonizirane. Potem so naprej svetlo-modra je grlena čakra, ki je v Sloveniji po mojem najbolj zatrta čakra od nekdaj. To je čakra, ki jo recimo s petjem si jo zboljšujemo, tako da pevski zbori pa petje potušem vas rešuje, ampak svetlo-modra grlena čakra je čakra, kjer izražamo svojo resnico. In v Sloveniji ta mantra ne se izpostavlja, bodi tiho, kaj bodo drugi rekli, mantra, ki zaznamuje rodove. Tako da tu je velik problem, kako izraziti resnico, če jo nisi navajen, če nisi bil naučen to izražati, če si navajen izraziti tisto, kar misliš, da bo druge osrečilo oziroma da boš po tej poti prišel do svojega rezultata. Tako da to je pomembna energija, s katero bomo kar nekaj delali, tudi v tem videu, tako da nadaljujemo potem z, da vidim, turkizna, sem jo skoraj preskočila. Turkizna barva je barva čakre, ki se je že začela razvijati 20 let nazaj. To je čakra miru na energiji imunskega sistema, na prsnem košu. Imunski sistem, timusni del je tule na prsnem košu in če se spomnite Tarzana in z njegovega tapkanja preden oziroma krika in točenja na prsni koš, ne vem, če ste videli te filme, poglejte jih, vsaj kot risanke ali pa v stripih se je veliko pojavilo, no ta Tarzanova žleza, imunski sistem, timusna žleza je pomembna in se že 20 let nazaj začela razvijati kot čakra miru. Takrat so tudi sistemi v medijih poskrbeli, da se je ta mir sproti rušil, kajti če bi človeštvo zares zaživelo v miru, če vaša družina zaživi v miru, ste najmočnejša družina, ste najbolj zaščiteni s podporo drug drugemu. Če kraj zaživi v miru, je najmočnejši, najboljše deluje, najbolj prosperira. Zato so sistemi poskrbeli, da je v vsakem kraju nekdo, ki sabotira ta mir in potem se to posredno prenaša v družino, kjer se prepiramo zaradi zunanjih okoliščin, nekoga, ki vas pride glodati, kljuvati, nekaj počne. In zato je 20 let že sistemi skrbijo, da človeštvo ne razvije občutka miru. Čakra miru je najpomembnejša čakra, kajti direktno je povezana z vašim imunskim sistemom, zato čim manj spremljate medije, ki so javni, se pravi, ki vsi govorijo o istih stvarih. Če bi šaltali iz kanala na kanal, v času poročil ugotovite, da imajo identične novice, identične stavke, identično programiranje človeštva po celem svetu. Kar, če to ni alarmantno, potem ni nič. Se pravi, turkizna, tale spirala vas bo rešila pritiskov okolice, ustvarila vam notranji mir in podprla na sproščen način imunski sistem, o tem malo več tudi kasneje. Zelena, taka brezovo listje zelena, jaz običajno rečem, ali pa bambus zelena, pa ker je pri nas ni toliko bambusa, je več brezovih listov, ta zelena je zelena, ki odpira srce, odpira energijo, to je srčna energija, srčna čakra, ki predvsem prihaja na pomlad v ospredje, ko začne Slovenija zeleneti. Tako je tudi pri nas na pomlad največ zaljubljenosti, ker se avtomatsko svetloba odpre, avtomatsko se srce odpre, ko je toliko zelene zunaj. Težava, ki pa jo imajo ljudje, tudi sama sem jo imela 2-3 leta, pa sem potem kontra naredila, kot so mi zdravniki svetovali, jaz pač imam tak način samozdravljenja, da v bistvu takrat, če ste vi preveč notri, se pravi, če ste preveč v zaprtih prostorih, preveč z napravami, računalniki, telefoni in z vsem, kar je znotraj, pač da ostajate notri, se zgodi to, da telesu premankuje D-vitamina, B-vitamina in zelene energije, kar pomeni, da ko prijete vi na pomlad ven, tudi za kratek čas doživite alergijo, kot ene vrste reakcijo telesa na pretirano energijo sonca narave. In zdravniki vam predpišejo, izogibajte se soncu.
Izogibajte se naravi, bodite pač čim manj na soncu, čim manj kože kažite soncu. In jaz sem isto imela že v otroštvu oziroma najstniških letih. Vsak 1. maj, ko smo začeli delati zunaj, pa je bilo toplo, pa sem se slekla, sem imela polno pikic, rdečih pikic. Gledala sem ko, ne vem, pika polonico kontra energiji, ampak zdravniki so rekli, izogibaj se, oblečena bod in to. In mama je seveda želela, da upoštevam zdravnike. Babica je pa rekla, da je čudno, kaj ti sonce običajno zdravi in da narava naredi kontra. Tako da sem potem poslušala babico, izvajala knajpanje, to je tuširanje s hladno toplo vodo, redno, se pravi enkrat na dan. In pa takoj, ko je sonce posijalo, sem se čim bolj slekla, čim več bila na njem in v 2-3 dneh je izvenela alergija. To sem počela 3 leta zapored in nikoli več jo nisem imela. Če bi jaz poslušala zdravnike, tako kot večina ljudi naredi, ker jim verjame in zaupa, pri nas so že od nekdaj sfalili v naši družini, tako da nismo glih imeli zaupanja v to smer, zato tudi takšne stvari. Ampak se pravi, bolj kot se ti odmikaš temu, kar bi te ne zdravilo, sonce, zrak, voda, bolj si v bistvu anemičen, bolj si zaprt, hitreje se ti imunski sistem sesuje. Če začneš potem jemati kakršnekoli zdravila proti alergijam, se ti uničijo jetra in notranji organi, tako da si že pripravljen na kolaps. No in zelena barva, najbolj pogosta barva v Sloveniji, je največje zdravilo za te alergije, poleg rdeče, ki pa jo se veliko ljudi izogiba. Zanimivo je, da veliko ljudi ne mara zelene, ne mara rdeče in takšni ljudje običajno niso glih, kako bi rekla, srčno pogumni, ampak so bolj vztrajajo pri svojem, so malo bolj trmasti in tudi nagnjeni kakršnikoli boleznim na hiter. Kajti imunski sistem se razvija z večjo srčnostjo in večjo prisotnostjo moči, kar pa rdeča daje. No, srčna čakra je torej zelena, bomo kasneje še govorili, kaj narediti z njo. Rumena je čakra solarnega pleksusa. In do te zlate barvne spirale, rumene, sem jaz bila prepričana, da moramo zelo čuvati, kajti rumeno hitro lahko imamo preveč v telesu. Če prostore recimo pretirano z rumeno barvamo, postanemo trmasti, otroci postanejo trmasti. Zato se je smiselno izogibati rumeni barvi, ki je v notranjosti prostorov. Nič pa ni narobe, če so fasade rumene, kajti to naredi določeno zaščito pred okolico, da je notranja energija hiše bolj umirjena. Tako da rumene fasade imajo znotraj največji mir, zares, ne črne, ne bele, rumene. Zato je včasih bilo veliko več rumeno-oranžnih fasad, kot jih je zdaj, ne vem zakaj, kaj se je zgodilo, da jih ni več toliko, ampak to so fasade, ki noter imajo srečne ljudi. No, ampak s to barvno spiralo rumeno pa je nekako se zgodil prav mali čudež zame, kajti ja, veste, jaz sem skeptična tudi do svojih stvari, do svojih izdelkov. Nisem kot zelo jih testiramo, kajti ne bi želela, da je karkoli narobe, kajti čutim eno karmično dolžnost do vsega, kar dam ven, da Bog ve, kaj sem delala v prejšnjih življenjih, da sem o tem tako previdna. Ampak sem. No in ta rumena barvna spirala je presenetila v toliko, ko sem ugotovila, da ko delamo, recimo rumena barva je zelo pomembna pri možganih, za preventivo pred demenco. Kurativa je zelo problematična, veste, zato preventiva pred demenco, pred vsemi temi demencami vseh oblik je zelo pomembna. Prav tako je pomembno preventiva pri osteoporozi, pri takšnih stvareh in rumena je tam najpomembnejša barva. Mi kot terapevti smo jo zelo previdno dodajali v energijah, kajti hitro je preveč in potem lahko pride do otrditve. Človek postane trd, pretirano se ti zaprejo določeni členki, pretirano si okoren. Tako da rumena barva je zares v energijah kot energija bila zelo, zelo pomembna, pa zelo tako smo jo fino dodajali, ker je bilo hitro preveč. No, barvna spirala dela na takšen način, kar me je osrečilo najbolj, da dodaja tja rumeno energijo, kjer jo manjka, če jo je pa kje viška, jo pa pobira.
To smo ugotovili različni terapevti, ko smo pač to je krožilo med nami in smo si izmenjali izkušnje, se o tem pogovarjali, katera spirala ti najbolj dela. In jaz sem ugotovila, da recimo, če si okorel, če recimo te boli hrbtenica, da če grem za zlato spiralo v tem predelu, recimo, da se samo lokalno očistim tam, kjer me kaj drži, da se zgodi kot en vakuumski potek, da nekaj potegne vase in nekaj me sprosti. In sem ugotovila, da se harmonizira cela rumena paleta energij v telesu in da tudi v možganih, kjer je zelo pomembno, na kakšen način mi energijsko delujemo, pa na predelu srca. Barvne spirale so čisto nevtralne, se pravi, ne ustvarjajo pritiska, ne morejo sprožiti reakcije kapi, česarkoli, ampak preventivo naredijo. Se pravi, če obstaja nevarnost, da mene recimo, ne vem, ob 4 zjutraj infarkt, si jaz lahko z rumeno dam na čelo in se bo 10 minut, če čutim pritisk, si dam rumeno gor, se začne ustvarjati balans, harmonija, ker rumena ta spirala začne potegovati nase odvečno energijo, tisto, kar blokira žile in dodaja tam, kjer je potrebna podpora. To me je zelo, zelo sprostilo, umirilo, kajti nisem si znala predstavljati, kako speljati, če bi to ne bilo tako. Ampak mi smo leta nazaj, takrat, ko smo razvijali zlato, je ta bioenergetik, ki je pri tem sodeloval, vse barve, vse spirale naredil barvne. In se pravi, da ni bilo zlate zraven. In takrat je bil to problem. So ljudje imeli reakcije in se nekaj, tole ni varno. Tega ne bomo delali. Kajti, a veste, ko daš nekaj od sebe, resnično mora biti varno. No in 20 let kasneje smo toliko starejši, bolj zreli, bolj čisti, bolj, nam rekla, pametni, ampak vsaj poslušni energijam. Tako da so barve narejene v zlato spiralo, se pravi, ogrodje, struktura je še vedno zlata spirala, zato energija ne more skreniti, ne more poškodovati, ne more nič narediti, kar bi človeka, žival, rastlino ali karkoli naravno bitje, ki je v harmoniji, nareto za harmonijo samim sabo, poškodovalo. Lahko pa odlepi iz vas elementarne entitete in tudi njih ne poškoduje. A veste, to ni orožje proti nekom, ampak je pot harmonizacije, tako da elementarne entitete in vsi ostali energijski paraziti imajo osvobojeno pot, da lahko grejo svojo pot naprej. Potem je oranžna barva, ki nekako zajame popek in spolno čakro, lahko bi še bila ena vmes, ampak ni bilo potrebe tako sončno rumena, kajti te dve, rumena in oranžna, naredita na predelu popka in spolne čakre eno veliko združitev, kar pomeni, da se okrepi zadovoljstvo spolne čakre. V spolni čakri je zadovoljstvo, sprostitev. In če ste vi, rekla, smotani v spolni čakri, da imate zakrnelo, da ste bili vzgojeni v frustraciji, da niste radi moški ali ženski ali to, kar ste, to je v bistvu težava spolne čakre, ki se potem sprošča in ko z oranžno zlato spiralo v bistvu delujemo na predel popka in spolne čakre, se to začne sproščati in človek bilo kakšni obliki, se pravi, ni treba optimalno se shujšati, zrediti, povečati za 1 meter, začneš biti zadovoljen s sabo. Kar pomeni, da začneš delovati v skladu s tem, kar je duša želela. In to pomeni notranjo ozdravitev, notranje zadovoljstvo, naravno zdravljenje notranjega otroka, starih čustev, naravno okrepitev fizičnega zdravja, se pravi, prostata se sprosti, policistični jajčniki se začnejo celiti po naravni poti. Telo ima samo zdravljenje v sebi. Tako da oranžna deluje tako na popkovno čakro kot na spolno in pa rdeča, ki deluje na korensko čakro, ki je v bistvu na trtici, korenska čakra je tudi na podplatih, na dlaneh, v sredini, kar pomeni, da človek dejansko se mora dobro prizemljiti, če želi izpolniti svoj potencial. No in rdeča barva prinaša več volje, več energije, več podpore. To so zdaj vse te barvne spirale, ki sproščajo, osvobajajo vse vaše energije.
Ne glede na to, kako jih boste uporabljali, v začetni fazi delajo tako, kot morajo. V prvem videu, ki se je ob izdelku, ste videli, kako se ga lahko uporablja, se pravi, lahko se jih polagate po celem telesu, lahko se jih polagate po točkah, vsako barvo imate opisano, tako da tudi jo bomo šli skozi. Potem v nadaljevanju sem pripravila kar 4 krajše webinarje na temo uporabe teh barvnih spiral, kajti želim, da tisti, ki boste začutili ali pa ste jih že nabavili, da jih že imate doma, da boste jih lahko maksimalno uporabili. Namreč, veste, svet je šel malo nekam v vsako svojo smer in ko jaz gledam ponudbo, nam rekla sodelavcev energijskih, kajti tisti, ki delamo svetlobo, nismo, veste, toliko dragi za res, ne. To je, recimo, v enem momentu ti lahko, mi že 20 let delujemo. Nikoli nismo bili pretirano dragi, večinoma živimo na podeželju, tako da ne moramo primerjati se z mestom in tega se zavedamo. Ampak energijsko čiščenje, ki ga določeni ljudje izvajajo in ne vem, kaj počnejo, ampak ne morejo očistiti vašega energijskega prostora na tak način, kot ga vi sami lahko z barvnimi spiralami. Zato vam priporočam, če se selite, če imate hišo, kjer se ne počutite najboljše, oziroma če želite izkoristiti svoj nakup barvnih spiral in razširiti svoje znanje, poglejte si webinar o čiščenju prostora z barvnimi spiralami. Odličen je, vse, kar vas muči glede prostora, okolice, parcele, se z uporabo barvnih spiral razčisti. Prav vse. Potem sem naredila tudi webinar posebej za očiščenje osrednjega kanala. To je zelo, zelo močna terapija, ki jo priporočam, da jo najprej delate sebi, preden jo boste delali drugim, kajti pomembno je, da vi postanete močen kanal. Osrednji kanal je namreč ta steber svetlobe, skozi katerega mi transformiramo svetlobo in moč duše, hkrati pa tudi podporo angelov, vodnikov in vsega svetlobnega, kar ima smisel. Če smo imeli karmično življenje, kar sem ga sama definitivno imela, se pravi, če se vam je v prvih 7 letih ali prvih 14 ali prvih 21 letih veliko dogajalo, da niste imeli vpliva na to, to je karmično življenje. Se pravi, da lahko imate v osrednjem kanalu določene poškodbe, določene karmične energije, določene sistemske energije, ki nekako ne dovolijo, da bi stopili na eno sproščeno, srečno in uspešno življenjsko pot. To pomeni, da je vaš osrednji kanal nekje se zatika, ali je zamaknen, ali je poškodovan, zatrpan, in ko vi z barvno spiralo za vsako posebej osvobajate osrednji kanal, se dogajajo čudeži zares znotraj vas in posledično tudi zunaj. Osvobodijo se stare blokade, brez da bi se moglo ne vem kaj zgoditi. Seveda je pomembno, da zraven dihate, da ste povezani čim bolj za svojo notranjo energijo, da pijete dovolj tekočine, kajti kar se zna zgoditi, če seveda ste v enem momentu zelo zapacani in zaprti in greste to vse prečistiti, se zgodi naval močne energije, ki jo mora telo preživeti in lahko malo ali dobite vročino, prehlad, v glavnem reakcije čiščenja se lahko zgodijo pri osrednjem kanalu. Več o tem sem natančno razložila v webinarju, ampak to je najmočnejša terapija, ki jo boste dobili od kogarkoli, tudi od mene. No, če bi vam je šla to čistiti, bi bilo močneje, ampak vseeno. Drugi terapevti oziroma tisti, ki nimajo barvnih spiral in tega znanja, ne znajo vstopati v vaše te energije, tako da je tudi dobro, da vi vzamete svojo moč v svoje roke in sebe poštimate na način, da osvobajate osrednji kanal. S tem direktno sprejemate svetlobo duše in podporo zlate dobe in se vam začne življenje direktno spreminjati. Nekaj ljudi že to dela, so zelo zadovoljni, srečni in vesela sem za njih. Nekaj bi že lahko to naredilo, pa še niso, ampak v vsakem primeru,
Če imate barvne spirale, naredite si, preglejte tudi webinar o čiščenju osrednjega kanala, kajti s tem vi postajate večji kanal, večji vpliv imate na svoje življenje in boljše vam gre. Potem je še en webinar, ki sem ga naredila predvsem za tiste, ki želite več informacij o tem, kar delate, v smislu, da vam energijsko čiščenje pove več o sebi ali o ljudeh, ki jih čistite, tako da je to idealno za terapevte ali za vas, če želite resnično globoko sebe spoznati. To je webinar o čiščenju energijskih teles z barvnimi spiralami. To je tako zanimivo poglavje, ni nujno, ni življenjskega pomena, do istih spoznanj boste lahko prišli tudi skozi življenje, tako da ni nekaj tako nujnega. Je pa način, kako najhitreje po nivojih sebe poštimaš, ali tiste, ki jih zdraviš, kar je za terapevta seveda zelo koristno znanje. Tako da, če se ukvarjate z bilo kakšno terapijo, reikijem, rekonekšnom, karkoli znate, barvne spirale vas pri tem podprejo in tudi webinar čiščenje energijskih teles z barvnimi spiralami je zelo konkretno terapevtsko usmerjen in lahko veliko znanja dobite o človeku, ki ga zdravite, seveda tudi o sebi, ko delate na sebi. Potem je pa še en webinar, ki je pa čisto osnovn, najboljši v smislu videnja, kako vi ali drugi, ki jim boste to delali, sodelujete z okolico. To je čiščenje zunanje avre z barvnimi spiralami. Ta je meni v največje zadovoljstvo, kajti pozabljamo, da že prva energijska barijera, to je naša zunanja avra, je prva največja energija. Že prva energija je poškodovana običajno in v nas letijo smeti, ki jih ne želimo, ki jih niti ne vemo, da letijo v nas. Se pravi, če redno poslušate radio, če prijete domov in ne zmorete imeti tišine, se pravi, prižgajte radio, televizijo, samo da nekaj brbota, da nekaj migeta, potem imate 100% poškodovano zunanjo avro. Kajti ne zmorete ostati v eni notranji tišini ali ne začutite svojega doma, kako ga smetite s poročili in z temi vsakdanjimi reklamami, ki dobesedno letijo v vaš dom. No in zunanja avra, ko se jo naučimo posebej specifično z barvnimi spiralami, se sočasno zdravi, celi, širi in vi dobivate bolj dinamično energijo za stik z okoljem, naravno imunost do entitet, elementarov, energijskih parazitov, ne bojite se več ljudi, ne rabite biti več introvertirani takrat, zato da ostanete normalni. Ljudje vas ne izčrpajo več, nimate več negativnih vplivov na okolico, se pravi, tudi vi ne vznemirite ljudi, čeprav lahko pa jih vznemiri vaša svetloba. Predvsem tiste, ki so polni elementarov, entitet, če veliko kadijo ali pa veliko se obremenjujejo, se potem ti ljudje malo odmaknejo od vas, kar tudi ni tako problematično. Tako da naredi se ena taka drugačna energijska povezava, hitreje pa se najdete s tistimi ljudmi, ki so bistveni za vas, ki so pomembni z vidika duše, da jih srečate. Tako da barvne spirale v bistvu skozi čiščenje zunanje avre vam dajo nov spekter življenja. In če imate migrene, če ste hitro utrujeni, ko prijete v določeno družbo, če ste veliko med ljudmi ali celo delate v centru, kjer je veliko ljudi, to je webinar, ki ga praktično pa priporočam kot nujno za potem vaše normalno in srečno življenje. Če bi rekla, kaj so barve, barvne spirale so v bistvu inštrumenti, ki jih potrebuje orkester, dušni orkester. Se pravi, vsi inštrumenti, ki vam so potrebni, da duša lahko dobro zaživi v življenju, da vi zaživite v življenju, medtem ko je zlata spirala dirigent. Ona vodi, usmerja in to je res en tak popoln izdelek, zelo sem zadovoljna z njim. Kar vsak dan delam z njim, malo smo še dodali laserje, to je iz znanja zmenka z dušo, tako če vas to vleče, potem dobrodošli na Krapen, ampak ta barvni spekter z zlato energijo je tisto, kar v bistvu vam naredi popolno oskrbo samega sebe. Če želite biti samo oskrbni energijsko,
je tako prostor kot sebe, kot družinske člane, kot svoje živali, kot svoje rastline, svojo parcelo, vse to lahko z temi 10 barvnimi spiralami poštimate sebe, okolico in to je potem čisto drugo življenje. Zato res priporočam. Da pa pogledamo, kako se te barvne spirale, zakaj so tako, delujejo različno. Vsaka barva nosi svojo vibracijo in tako kot recimo naše fizično telo ima najnižjo vibracijo, da je umaterializirano, medtem ko eterično telo že v drugi vibraciji. In naša čustva so 3. vibracija, naše misli so 4. vibracija, naša duša je 5. vibracija. Ampak znotraj teh elementov, misli, čustev, fizičnega telesa, življenjske energije, so še podtoni oziroma vibracije, ki nas dvigujejo ali nižajo. In tako recimo imate v čustvih, v astralnem telesu, o čemer več govorim v webinarju po energijskem čiščenju teles. Imate recimo ogromno enih čustev, ki se dobesedno prepletajo, plavajo po vas. In v enem momentu vas nekdo razveseli, ali ste se dobro zbudili, je dober dan, luna je nekje, da dobro vpliva na vas in vi ste pripravljeni na življenje, optimistični, srečni, vse je super in greste navzven v okolico, ali čakate na avtobus, ali nekje se zapeljete in vas nekdo z določeno energijo ali pa nekaj se zgodi, lahko vam samo svinčnik pade na tla, karkoli, lahko pozabite mobitel, konec sveta. Čustva se kar naenkrat zamenjajo, preplavi vas nesreča, nemir, pretres, krivda, vse živo se zgodi in od tistega dneva, ko ste ga imeli načrtovanega, da prosperirate, nič od tega. Vse se je zamenjalo in pol razmišljate, nekdo mi želi škoditi, nekdo mi to želi, nad mano se izvaja črna magija, to je v Sloveniji najpogostejši klic, se pravi, njim ne gre mi dobro, nekdo mi hoče slabo. Nihče, oprostite tisti, ki to poštudirate, res malo ljudi se zaveda, da mogoče od nekje iz okolice znotraj nas prišlo staro čustvo, stara krivda, nekaj, kar nas preplavi, če ni vse perfektno. Slovenija, če nima izražanja, ima pa kontrolo. Če ste česa navajeni, v Sloveniji je kontrole, samokontrole, kontrole drugih. Ogovarjanje, gledanje, kaj drugi počnejo, kaj vaši otroci počnejo, še nikoli ni tako prosperiralo kot v obdobju mobitela. Včasih smo imeli srečo, da nas starši niso mogli priklicati takoj in smo se izognili eni velikemu delu kontrole, eni bolj uspešno, drugi manj, eni ste imeli krivdo znotraj, drugi ne, drugi smo samo študirali, kako se bomo zlagali, kaj je bilo. V glavnem pač smo otroštvo in najstništvo drugače preživljali. Sedaj v dobi modernizacije si dosegljiv na klik in če nisi dosegljiv, panika in inkvizicija strani staršev, partnerja, otrok, bilo koga. Se pravi, v vsakem trenutku moraš biti dosegljiv, če ne, je nekaj narobe, nekaj se je zgodilo in ta slovenska potreba po kontroli je na vrhuncu. Tako da, karkoli se zgodi, morate vedeti, da ta čustva, ki so vedno v astralu, te vibracije se vedno kopičijo, prihajajo, odhajajo in en moment meditacije, ki ste jo naredili, še ni spremenil vsega. Jaz sem ne vem, kako dolgo meditirala, dokler nisem ugotovila, da meditiram za manj, leta. Leta in leta sem sedela, meditirala, dokler nisem enkrat pogledala vase tako realno in rekla, pa kaj je z mano narobe. In sem pogledala navzdol v energijah in ugotovila, da sem kot sedilo, da energija odteka z mene, da jaz lahko meditiram na 100 potenco, da z mene odteka ta lepa energija in da ko se počutim 5 minut boljše, že gledam, komu bom pomagala, kaj bom naredila, eksvolutiram takoj. In to nas je veliko takih, nisem edina, veliko vas je pa kontra narejenih, da pa se zadržujete. In oboje je proces, ki je potreben zdravljenja, ampak z barvnimi spiralami se to dogaja spontano. In vibracije potem, bolj kot jih uporabljate, jaz jih kar dnevno, resnično,
Ne samo za druge, zase, za dom in to, za mucike in to je meni najljubši pripomoček. In tudi, a veste, največje vesele, recimo pride mali mucek s celim čudnim očesom, nekaj so se tepli, nekaj ima šibko točko tam in jaz usmerim, sem imela svetlo modro, takrat jo takole usmerim v to muco malo in kot da bi rekla, lej, tole te lahko pozdravi in ona naredi takole, parkrat pomežikne in je v redu. In je v redu še zdaj, po mesecu dni, ko se je to dogajalo. Tako da to mene tako razveseli, veste. Da se ne pride do zapletov, da imamo orodje, da takoj odreagiraš. Kaj ti bolj, kot se nekaj čaka, globlje gre tista težka vibracija, globlje grejo problemi in pol je težava. Pol rabiš več delati na sebi, da to izkoplješ ven. Še itak imamo dovolj dela vsak. Tako da te vibracije, veste, ki so po telesih, ki so po nivojih, jih te barvne spirale zelo elegantno, zelo sproščeno, pravočasno nekako sproščajo, dopolnjujejo in tu se ustvarja naravni balans, brez da bi vi morali karkoli početi. Se pravi, brez da bi vi morali namero dajati, sodelovati, ne mi to, ne tega početi. Barvna spirala ve, kaj dela. Ne, ko boste delali rdečo, ne rabite, ja, pa vse mi odstrani, da dobim loto zadetek ali pa podobno. To je nekje, nekateri ste, ne vem, v kakšnem šolah ste bili, opazila sem to pretirano govorenje in potrebo po definiranju. Začutimo, kaj nam rdeča prinaša in začutimo, kaj se dogaja. Tako bomo šli v nadaljevanju, bomo šli skozi vsako posebej. Če želite, lahko ves čas sodelujete, če že imate barvne spirale ali pa ko jih boste dobili, ko jih boste naročili pri nas, si ponovno pogledajte ta posnetek in sodelujte z barvnimi spiralami na način, da bomo imeli na grlu, jaz bom barvo opisovala, vi jo pa samo držite pri grlu. Naštimite si roke tako, da boste varni, da vas ne bo bolelo in samo dihajte. Namreč v naravi je vse v gibanju. Giba se vesolje, giba se galaksije, naš DNK noter, ves čas se vse spiralno giblje. In recimo, ko pridejo nazaj stvari, mi mislimo recimo v obdobjih retrogradnega Merkurja ali pa ko pride južni karmični voz v vaše znamenje ali pa nekam, se vam nekako stare stvari vrnejo, ampak se ne vrnejo v istem krogu, ampak v spiralnem gibanju, da jih vi lahko drugače vidite. In vsakih 7 let se zgodi ta spiralna energijska prebojna moč, kajti 7 let, zdaj smo v recimo leto 26 je leto Merkurja. Prej je bilo leto Venere in prej še leto Sonca in vsakih 7 let se izmenjajo vsi ti vladari, kar pomeni, da se vzorec ponavlja. Tako kot se ponavlja ta vzorec v zlati spirali in v barvah, ponavlja se po Fibonaccijevi vibraciji. Fibonaccijeva vibracija je v rožah, v soncu, v vetru, povsod, kjer se dogaja rast in razvoj. Tako da, ko delate z barvnimi spiralami, namesto da ste v glavi usmerjeni v nared mi to, pomagaj to, je bolje, da ste usmerjeni v dihanje, v gibanje in čutite, tule recimo, da bomo imeli, bom kontraobrnala, da držite rdečo proti sebi, da vidite barvo, da raje čutite gibanje, gibanje prihaja, vibracija, kam gre in pol se začne dogajati znotraj vas en čudežen, resnično čudežen preboj in če si jih polagate na točke telesa, vi samo počivate in čutite eno notranje dogajanje, gibanje, preboj, nekje čutite bolj, nekje manj, ampak povsod se dogaja ena harmonizacija. Če bi vas zanimalo delo v skupini, potem vabljeni na delavnice k Mateji. V Žalcu ima posebne datume, poglejte na Angel.si, objavljamo jih javno, tudi preko maila, tako da če še niste prijavljeni, se prijavite. Tam v bistvu delamo izključno, jaz hodim za to, da imam čas zase takrat, tam v bistvu samo z zlatimi spiralami delujemo oziroma barvnimi, jih polagamo na določene, energijsko držimo na določenih mestih in sodelujemo. Mateja vodi čudovito skozi napol meditacije, da odlagamo in to so prav dnevi za samozdravljenje,
ko se zgodijo potem čudeži. In če vas mika, se pridružite tam, potem lahko skupinsko to naredimo. Idealno je, če seveda potrebujete eno podporo, vse to lahko naredite tudi doma, če se lotite, ampak jaz doma delam za vse druge, za zase najmanj, zato sem potem enkrat mesečno pri Mateji in delamo to skupinsko. Pa gremo zdaj pogledati, kako v bistvu vsako barvno spiralo poštimati. Tule lahko naredite pauzo, si vzamete zapit, greste na WC, se pripravite, barvne spirale in potem nadaljujemo. Okay? Evo, gremo skozi vse barve na način, da boste se lahko zraven samo zdravili in sicer vzamete rdečo spiralo, začeli bomo od spodaj navzgor. Če slučajno zvečer to poslušate, ne si zraven, saj si lahko bomo zaključili z vijolično, tako da kadarkoli. Se pravi, zakaj je pomembno, če mi začnemo z rdečo in končamo z vijolično zadnjo, številka 10, oštevilčene so spirale, zato da se kje ne zmotite v barvah, kajti indigo, temno modra in to so zelo delikatne zadeve. No in enka rdeča je najmočnejša in v nekaterih primerih govorim o tem, da če zjutraj nekaj si delate kot terapevtsko na sebi, je smiselno končati z rdečo, recimo do 5 popoldne še lahko. Če delate s sabo zvečer po 5 uri in tako, da greste potem spat, je smiselno kontraobrnite, da delate najprej z rdečo, pa potem z vijolično. Dostikrat pa sama delam na način, da v enem obdobju delam recimo 2-3 dni ali pa celo cel teden samo z eno barvno spiralo na sebi, da tisto kvaliteto dobro aktiviram, recimo, če sem zelo ali utrujena, lena, ne vem, kako bi definirana, ko se ti nič ne da, niti se ne naspiš dobro, vse nekako tak nekje plavaš in potem delam recimo z rdečo zato, da se prizemljim, da aktiviram se, da potem hitreje, bolje opravim vse, kar je potrebno in to delaš potem več časa z eno barvo. No in zdaj bomo šli skozi grleno. Kaj vse lahko vi počnete kot zdravstveno, zdravilno, terapevtsko, je zapisano, oziroma to je webinar PD terapeut, kjer ste se, tisti, ki ste se učili, delali zlato spiralo, vse to lahko zdaj počnete tudi z barvnimi spiralami, če upoštevate te kvalitete, o čemer bomo zdaj govorili, nič ne morate narediti narobe, samo včasih ima pravilna izbira barve hitrejši rezultat. Tako da, ampak največkrat je pa tudi, veste, da človek instinktivno ve, kaj potrebuje. Jaz včasih si jih kar tak dan pa izberem na slepo in potem 4 dni isto vlečem, pa vem, ok, dober je, tole moram res poštimati pri sebi. Se pravi, da na ta način nekako sodelujemo z energijami, da ali nam same definira ali pa treniramo instinkt, pa vemo, danes si pa želim tole barvo. Ali pa tale barva se mi že dolgo upira, nekaj je v meni, kar moram sprostiti in vzamete točno tisto, ki se vam upira delo z njo. To je meni zanimivo, to je samo raziskovanje in zraven zelo hitri učinki. Rdeča, torej gremo, držite si, ko jaz govorim barve, ves čas si jih držite kar na grlu. Lahko se nekako tako namestite, da je grlo, da imate par centimetrov pred grlom, na ta način bo energija tekla. Grlo je namreč povezano direktno z vsemi nivoji, se pravi z duhovnim, mentalnim, astralnim, eteričnim in fizičnim in je najbolj ozko grlo naših energij. Zato, če grlo sprostimo, se bo največ začelo odvijati, najhitreje se boste zdravili in slej ko prej boste enkrat mogli grlo narediti, pa najbolj, da ga kar tule zraven z mano naredite na brezplačnem videu. To bo super. Se pravi, rdeča, vam si jo date na predel grla in nadihate in poslušate, kaj vam o njej za reči. Rdeča prinaša življenje, prizemljitev in vitalno moč, kjerkoli jo uporabljamo. Harmonizira stanje vaših rdečih energij v telesu, kar pomeni, da balansira, da telo ne pride do vnetja, če ga že ima, ga poteguje ven iz telesa. Okrepi energijo vaše osebnosti, se pravi, postanete močnejši, včasih lahko tudi malo naduti, zato je potem potrebno dovoliti, da energije dobro in dolgo delujejo, dlje kot bi si vi želeli. Recimo, ko se že počutite dobro, še počakajte par minut, da sprosti energija osebnosti, da niste preveč na kakšnem ego tripu, ampak ste samo zadovoljni in veseli.
Pomaga vam potencirati, materializirati, ustvariti vse potencijale, ki ste jih prinesli s sabo na Zemljo. Okrepi obilje na vseh nivojih, tako finančno kot čustveno, življenjsko energijo, okrepi veselje, srečo, ljubezen, se pravi, potencira obilje vsega in zdravi tisto, kar manjka, da ne pride do obilja ali pa je blokirano. Usmeri vas v boljše sodelovanje, tako z ljudmi kot z energijskimi zakoni na Zemlji. Namreč, zakoni na Zemlji imajo posebne kvalitete, vesoljni zakoni druge. Tako da zakoni na Zemlji so preprosti, jasni, čisti, direktni in rdeča barva vas z njimi poveže na intuitiven, instinktiven način, da jih lažje uporabljate, začnejo vam biti samodejni. Ne čaka, veliko slovenskih pregovorov je na to temo, kar lahko storiš danes, ne prelagaj na jutri. To je eden glavnih zakonov, ki jih rdeča barva aktivira, da ko se nekaj lotiš, narediš, ne prelagaš in tudi je to najhitrejši način dobrega življenja. Prinaša več volje, notranje moči, boljše rezultate v vsem, česar ste se lotili. Pomembna je za vas še posebej, če vam nič ne gre prav od rok, če ste skozi nekje slabe volje, utrujeni, če imate v krvi pomanjkanje železa, če ste v obdobju, ko ne veste, kaj bi, če ste utrujeni pretirano ali se ne morete spočiti, ali ste pretirano občutljivi čustveno, fizično, da vas vse boli, če ste nagnjeni k depresiji, če si želite končno iti na en dopust, pa do tistega dopusta ne pride, ali pa tudi če greste na dopust, si tam ne spočijete, ni tako, kot ste pričakovali. Če vas pogosto zebe, je tale rdeča idealna za vas. Če vam finančno stanje ne omogoča realizacije svojih ciljev in želja. Rdeča je torej najbolj zaželjena v teh pogledih. Če ste kaj zamudili, ustavite, greste nazaj, poslušate še enkrat to. Samo zdravljenje lahko izvajate, koliko časa želite, posnetek poslušate, kolikokrat želite in se zraven samo zdravite z mojo podporo in podporo zakonov vesolja in zemlje. Oranžna. Oranžno energijo, barvno spiralo obrnete navznoter, usmerjeno proti svojemu grlu. Oranžna ustvarja zadovoljstvo, okrepi fizično ustvarjalnost, se pravi, želite si ustvariti lep prostor, lep vrt, ustvarjate z rokami, želite si tudi aktivirati svoje čustva, lepa čustva, omogoča pretočnost. Za tiste, ki težko zanosite, je oranžna idealna. Prav tako če imate občutek frigidnosti oziroma se ne morete sprostiti v spolnem odnosu. Oranžna omogoča tudi razstrupljanje na vseh nivojih, se pravi, zdaj, ko imamo tule na grlu, se dogaja razstrupljanje skozi duhovni, mentalni, astralni, eterični in tudi fizični nivo, okrepi delovanje ščitnice, pomaga ščitnici, da neguje limfni sistem, tako da oranžna na predelu grla naredi veliko. Podpira magnetizem, da pritegnete pomoč tako od energiji, se pravi angelsko pomoč, podporo duše, kot od soljudi, se pravi, če ste v oranžni energiji harmonizirani, vam ljudje z lahkoto skočijo na pomoč ali tudi vi z lahkoto prosite za pomoč. Spodbuja in harmonizira vašo sposobnost dogovarjanja tako z ljudmi kot z energijami, z dušo, svetlobo, z zemljo, z rastlinami, z živalmi. Se pravi, tista komunikacija, ki je jasna, čista, definirana, lahko se o vsem dogovorite, kar vi zaznavate, da je pomembno, kajti oranžna krepi lastno zaznavanje. Tako da niste potem mlačni v dogovorih, ampak ste bolj strastni v vsem.
podpira vaše notranje delovanje, notranje zadovoljstvo, notranjo sprostitev, nikoli vam ni dolgčas samim sabo, spodbuja zadovoljstvo v vseh pogledih, prinaša moč, da ustvarjate stvari zadovoljstva, tudi ko pospravljate, pomivate, likate, karkoli vam sicer gre na živce, lahko s podporo oranžne barvne spirale začnete te stvari opravljati z zadovoljstvom in z drugačno energijo, kar se čuti tudi potem v medosebnih odnosih. Krepi vašo povezanost s sabo in instinktivno delovanje v dobro. Se pravi, da nimate napačnih reakcij, ne bojite se stvari, ki niso pomembne, ste pa pozorni na tisto, kar je pomembno. Okrepi magnetni privlak za dobre stvari v vašem življenju v vseh pogledih. Še posebej je potrebna za vas, če potrebujete več moči v fizičnem telesu in v življenju. Če vas je strah izraziti svojo naravo, svoje mnenje, svoje želje in sebe na splošno. Če vam je neugodno se pojaviti v javnosti ali govoriti kakršnakoli bolj, da vas kdo več posluša kot eden človek. Če hitro klonete pred zunanjimi vplivi in se prehitro strinjate z mnenjem drugih. Če ne najdete pravega zadovoljstva v sebi, v svojem poklicu, v svojem življenju, v svojih odnosih, pri svojem delu. Če ne najdete pravega dela zase, da se vam zdi vse brezvezno, naporno ali nesmiselno. Če ne najdete pravega partnerja zase ali pravih prijateljev, se pravi, da je vedno nekaj narobe z ljudmi, da iščete v bistvu brez da bi se zavedali napake, zato da se lahko odmaknete, ker ste globoko v sebi ranjeni. To oranžna barvna spirala zdravi in globinsko spreminja. Če niste zadovoljni v obstoječih odnosih z oranžno zlato spiralo, boste to presegli oziroma, ker se boste lažje izrazili, boste dali možnost, da odnosi napredujejo, kajti drugi vam ne glede, kako si želite, ne berejo misli. Potrebno je izraziti svoje cilje, želje in oranžna barva vam to pomaga narediti z zadovoljstvom, ne z napadanjem, ne z grizenjem drugega. Oranžna je potrebna za vas še posebej, če niste zadovoljni s svojim telesom, če se bojite staranja, če se bojite življenja, če imajo drugi prevelik vpliv na vaše življenje, vključno z mediji, vključno z reklamami, vključno z mano, vključno z bilo kom zunaj vas. Če je to prevelik vpliv na vas, oranžna barva vas bo pri tem negovala, zdravila, da boste dali pomembnost sebi navznoter in potem v svojem življenju, ampak na neegoističen način. Ne, da se bojujete, ampak da z zadovoljstvom ste v svojem času, v svoji prisotnosti in da imate čas zase, kajti če ga nehate poklanjati drugim ali pa sistemom za brezveze, kar nekaj časa ostane. Gremo na rumeno barvo. Rumena je številka 3. Tale, jo obrnete pri grlu proti sebi. Rumena je moč, stabilnost, jasnost, tudi volja, moč volje, se pravi, da jo aktivirate, usmerite in pa samozavest. Zavedanje samega sebe je samozavest. Samozavest ni napuh, egoizem ali to napihovanje samega sebe, ampak zavedanje samega sebe. Od tod je izraz samozavest. Ko se zavedaš samega sebe, vključno s plusi, minusi in seveda potem deluješ optimalno, kolikor zmoreš, pri tem vas rumena energija najbolj spodbudi, rumena barvna spirala. Če vmes čutite, da vas kjerkoli zateguje v telesu, se samo malo pretegnete, barvno spiralo še naprej držite pri grlu in prisluhnemo dalje, kaj je rumena. Rumena omogoča samodejno samozdravljenje notranjega otroka, tudi s tem, ko jo držimo pri grlu, pride energija do notranjega otroka, lahko se prebudite, aktivira se vam veselje. Tudi, če ne najdete pravega časa zase.
okrepi vam moč, zbranost v vsakdanjem življenju, stabilnost, tudi malo trme takrat, ko jo potrebujete, okrepi dober magnetizem, da se vam začnejo stvari dobro zlagati, ne rušiti. Ustvari se naravna zaščita, dobro pritegnete z magnetizmom pritegnete tudi pomoč energiji, pojavijo se ljudje, ki vam pomagajo, nekako se res dobro zlagajo stvari, skoraj da čudežno s pomočjo rumene. Notranje energije se stabilizirajo, umirijo in vi postanete resnično stabilen kanal svetloba, ki sije navzven. Rumena barvna spirala je za vas še posebej pomembna, če ste pogosto v vlogi žrtve, če se bojite sami sebe, če imate večje strahove, nočne more, če jecljate, če se vam pojavlja tinnitus, šumenje v ušesih, če pogosto želite nekaj reči, pa potem raje utihnete, če ste pogosto zelo utrujeni in zaspani, kljub dovolj spanju. Rumena torej daje stabilnost, budnost, krepi možgane, krepi kosti, okrepi notranji pretok tistih mikroelementov, ki so povsod potrebni v telesu. Zelo koristna je pri preventivi, osteoporoze, demence in podobno. Naslednja je roza. V smeri, to je številka 4. Usmerite jo vase v grlu, kar vse delamo na grlu, če tudi vas mika, da bi prestavite, ampak enkrat prisluhnite tem videu, tako da cel čas držite na grlu, kajti to bo naredilo največje globinsko zdravljenje vašega grla in celotnega telesa, vseh sistemov skozi grlo. Roza prinaša ljubezen, nežnost, srčno varnost, kajti roza aktivira povezavo z okolico na način, da niste pozorni na negativne elemente, ampak vas zaščiti na način, da začnete videti plus v vseh stvareh, ki so okoli vas in se instinktivno odmaknete od škodljivih. Neguje in mehča vaše energije, kar pomeni, da vi, tudi če se ne zavedate, niste več naporni za okolico. Kar je kar v redu. In koristna je tudi za medsebojne odnose, če ste kje učitelj, vodja, če ste sicer v vlogi nekoga, ki mora voditi, ukazovati, je dobro, da imate roza energijo v sebi, kajti potem se to zgodi bolj na mehak, srčen način in ni takšnih reakcij okolice, hitreje pridete do cilja. Omogoča vam roza barvna spirala sprostitev in zaščito v vseh okoljih, doma, v službi, med prijatelji, tudi v gneči. Čutite eno takšno, kot da bi bila notranja mehkoba in seveda navzven reagirate potem drugače, ne s strahom, ne z napadom. Niste kot ena žival, ki se jo napada, ampak kot ena, bi rekla, ena snežinka, ki potuje po svetu in vse razveseli, ali jo pa ne vidijo. Nevidni postanete za tiste energije, ki bi vam škodovale. Osvobaja negativne vzorce, tako v mislih kot v čustvih, kot da jih nekako zmehča, kot da bi sladkorno peno gledali. Ne da se orang prijeti, malo je sicer lepljiva, ampak ta lepljivost gre navznoter, da vas poveže. Tako da osvobaja tudi čustva, ki ste jih imeli iz preteklosti vezano na okolico, tako da lahko tudi s tistimi ljudmi, s katerimi se ne razumete najbolj, s pomočjo roza barvne spirale naredite nekako novo energijo, nove odnose in sprostite zavedanje preteklih bremen. Okrepi magnetni privlak za simpatije in dobro druženje. Se pravi, če imate dovolj te roza energije v sebi, če jo uporabljate, se nekako odprete za simpatije, za videnje srečnih, srčnih priložnosti in tudi prijateljstva so potem bolj vesela, bolj sproščena. Nimate potrebe takoj prenesti vse probleme nekomu in tudi drugi nimajo nekako potrebe, da bi vam takoj povedali vse težave, kajti vaša energija jih sprosti, da začnejo potem se veseliti in skupaj družiti na drugi ravni, kot samo na izmenjavi problemov. Pomembna je za vas še posebej, če vas okolica pogosto utrudi,
Še posebej, če vas določen tip ljudi utrudi. Vsi imamo določeno nekako nalogo se naučiti delovati z določenimi ljudmi, nekatere utrudijo pretirano razumski, druge pretirano čustveni, nekatere mali manipulatorji, v glavnem vsi imamo en vzorec, ki nas utrudi in roza barva nam pomaga to sprostiti, sprostimo naše notranje povezave in okolica se spremeni ali pa določenih ljudi sploh ne srečamo več. Posebej še roza barvno spiralo potrebujete, če večkrat čutite špikanje, to je kot eno vrste, da vas nekdo kljuva levo pod rebrnim lokom, to je na tej strani pod vranico oziroma pod rebrnim lokom, kjer je vranica, ali pa če čutite pritiske na vratnem delu. Vratni del je prav tako zelo pogost pojav, kjer se usedajo energije na vas. Kdaj čutite na vratnem delu? Takrat, ko je vranica že prepolna in je ne prepoznavate več. Se pravi, če čutite pritiske na vratnem delu, da se nekdo usede vam za vrat ali da vas zateguje, ali vibrira dobesedno, kot da bi ena vibracija bila, to pomeni, da je vranica, vaš organ na levi strani pod rebrnim lokom že tako zasičen z energijami okolja, da niste več občutljivi na ta pritisk. Tako da, če je temu tako, potem ogromno uporabljajte zase roza barvo, ne za druge, kajti v vas je tisto, kar sodite druge, da vas nekako sodijo, ali ste pozorni, kako se boste obnašali, ali to, kaj bojo drugi rekli, ima za vas prevelik vpliv, ali želite potrditev strani okolice, to je vse vezano na vranico. Tako da vam ta grleni del še posebej sprošča vse, kar se tiče izražanja. Če se ne izražate jasno ali pa iskreno, potem roza je vam zdaj to zelo dobro koristi, zdravi, ali pa če ste malo žleh do drugih, da jih radi špikate. To je iz stiske ven, to je iz te potrebe, da bi vas cenili, pa ste potem cinični, sarkastični, to je v Sloveniji zelo pogosto, s tem izražate svojo inteligenco. No, čustva niso sarkastična, ljudje smo užaljeni, če ste sarkastični za brez veze, to nima veze s črnim humorjem. Črni humor se vsi smejimo, pri sarkazmu in cinizmu se smeji samo tisti, ki ga izvaja, tako da bodite na to pozorni in če ste nagnjeni k temu, potem uporabljajte roza barvno spiralo več na sebi. Potrebujete jo tudi še posebej, če imate vi ali kdo od vaših sorodnikov sladkorno bolezen. To vam pomaga potem osvoboditi kar precej obremenitev in telo lažje zadiha. In pa seveda, kot sem že prej rekla, če vas posebej skrbi, kaj bojo drugi rekli, je roza barvna spirala najboljša za vas, kajti šele, ko se boste izvili iz tega prepričanja, da vas vsi opazujejo, da vsi čakajo, kako se boste pojavili oblečeni ali s kakšno, ne vem kaj, potem imate resne težave z vranico in ko boste iz tega se ven izvili, boste srečni in začeli resnično živeti svoje življenje. Gremo naprej na zeleno. Zelena je številka 05. Zelena barvna spirala, predajte si jo pred grlom in dihate, se sproščate, prinaša zdravljenje, ravnovesje, regeneracijo, sprostitev, je kot voda, ki zalije lahko celotno naše telo. Globinsko sprošča predvsem predel pljuč in omogoča lažje dihanje, lažje poglobljeno čutenje, krepi pogum srca, krepi ljubezen v življenju, ker smo pogumni, pa se izrazimo, da ne čakamo, če me imaš ti rad, pa te imam tudi jaz, če ne, pa ne, to osnovnošolsko pogojevanje te ljubezni, ker preprosto ljubezen je lepa, ne glede na to, ali dobi nazaj rezultate ali ne. Ljubezen nikogar ne boli, samo toliko. Ko govorite o trpljenju zaradi ljubezni, to ni ljubezen, to je vranica. Tako da, če trpite zaradi ljubezni, uporabljajte roza. Če si želite doživljati ljubezen, uporabljajte zeleno. Več. Krepi torej ljubezen v življenju, odnos do ljubezni, sproščenost v ljubezni in poveča možnost za srečno ljubezensko življenje, kajti ste odprti in sproščeni za to. Okrepi stik z naravo in živalmi ter vsemi talenti, ki jih nosite v srcu oziroma so povezani z vašo srčnostjo.
širi zdravilno vibracijo vašega prostora srca, tako da ne glede, kje ste, kaj počnete, to počnete srčno. Tudi če zdaj upravljate ali pa boste upravljali računovodske storitve, če vse to upravljate srčno, vas to veseli, ste na koncu regenerirani, niste toliko utrujeni, seveda pa vseeno je treba upoštevati meje fizičnega telesa. Posebej je pomembna zelena barvna spirala za vas, če imate težave s sprejemanjem darov življenja, darov od drugih, sprejemanjem. Da lažje dajete, kot sprejemate. Če potrebujete nov zagon za življenje, če se vam zdi, da je vaše življenje dolgočasno in vaši odnosi preveč površinski, če si želite globine srca, predaje. Če se vam odnosi nenehno spreminjajo, pa se počutite utesnjeno ob teh spremembah. Se pravi, da nekako se vedno vi prilagajate. To takrat vam zelena barvna spirala zelo močno to okrepi, sprosti, da tudi lažje srčno izrazite svoje potrebe. In seveda, če potrebujete okrepiti imunski sistem, je tale zelena barvna spirala idealna za to. In gremo naprej na turkizno. Turkizna barvna spirala je malo bolj modrikasta, je številka 6, obrnete jo proti svojemu grlu in turkizna je pomembna za vas, da lažje izražate svojo resnico, jo v bistvu tudi lažje začutite, kaže na moč izražanja iz duše, iz srca, krepi podporo čistosti, čistih energij v vas. Omogoča čutenje notranjega miru, krepi imunski sistem, prinaša dobre odzive vseh ljudi, ki so smiselni za vas iz duše, kar pomeni, da ko boste imeli polno turkizne energije v sebi, se vas bodo tisti, ki so za vas iz vidika duše pomembni ljudje, bolj razveselili, hitreje boste vzpostavili stik, hitreje se boste dogovorili, medtem ko nekateri bodo kar izginili iz vašega obzorja, nekako ne bodo več prišli v vaše življenje, kar je tudi prav. In poveča možnost dobrih sodelovanj turkizna barvna spirala, umiri čutenje drugih, se pravi, nehate biti toliko reaktivni na energijo drugih, umiri tudi čutenje drugih vas, se pravi, vašo energijo naredi bolj umirjeno, da drugi ne trpijo zaradi vaše nervoze ali ušpičenosti, ali da se nekaj spomnite, ali da ste malo jezni, pa potem to pršite naokoli. Tako da harmonizira čutenja v okolici vaši, vas samih in tudi drugih. Prinaša večje zavedanje potrebnega miru v vseh pogledih in se tega tudi potem lotite na pravi način. Še posebej je pomembna za vas, če imate težave s samopodobo v javnosti. Če se želite rešiti katerekoli razvade ali kajenja ali hazarderstva ali skakanja čez plot, kakršnekoli razvade, ki vas v bistvu omejuje oziroma odmika od stika z dušo in od notranjega miru. Če si želite več miru oziroma živeti bolj umirjen način življenja, umirjeno tako doma kot v pisarni ali v okolici s prijatelji, kjerkoli, če želite več miru, kjerkoli ste. Če se vam zdi, da vas kdo manipulira ali če imate občutek, da vas manipulirajo tako v službi kot doma, kdorkoli ali otroci, da se vam kdorkoli laže, skriva karkoli, je turkizna za vas zelo pomembna, da potem to se umiri ali spoznate, da se to ne dogaja, ali pa ti ljudje potem s tem prenehajo. In preidemo na svetlo modro. Svetlo modra nosi številko 7, kar pomeni, da je grlena čakra je svetlo modra, tako da zdaj smo prišli do barvne spirale, ki bo na grlu delovala najbolj direktno. Grlo je svetlo modro, oziroma ko bi se zadihali v njega in želeli malo izraziti se, če je grlo, če tu čutite svetlo modro barvo, bo šlo najhitreje. Zato ob morskih krajih, kjer je morje modro, nebo modro, ljudje hitreje povedo resnico, od tam prihaja tudi največ spevcev.
Tako da grleno dihanje je nekaj, s čimer vi aktivirate. Se ga bomo kar zdajle naučili, če ga niste kje druge srečali pri mojih webinarjih ali videih. Grleno dihanje je dihanje, kot bi nekomu dihali za ovratnik. Se pravi, grleno izvajate zvok H, prav tako, kot da ste v kinu in hočete nekoga prestrašiti, se lahko malo nagnete naprej in dihate. To ustvari totalno pretočnost vašega eteričnega telesa, hitrejše pride do izmenjave energij, večjo moč imate. Vsi, ki imate terapevtska znanja, da delate terapije, je to za vas nujno, kajti s tem tudi vi spodbudite svoje zdravilne sposobnosti, da hitreje ali pa globlje, močneje pripravijo človeka do novih sprejemanja zdravilnih energij. Če izvajate terapija ali pa tole na sebi, pa to izvajate zato, da se globlje in hitreje sprostijo zadeve. Zanimivo je to dihanje, trenirajte ga, to vam naredi okoli in okoli grla dobro zaščito, da vas stvari ne zagrabijo takoj za vrat. Svetlo modra prinaša torej mir, komunikacijo, krepi dobro kreativnost iz vidika in s podporo duše, krepi komunikacijo z občutkom navdiha in sreče, omogoča sproščanje starih energij in za mir osvobaja ščitnico, njeno delovanje harmonizira, krepi sposobnost komunikacije z angeli in vodniki ter lastno dušo, krepi opazovanje in videnje narave in živali, krepi tudi videnje potreb drugega človeka, krepi čisto materializacijo svetlobe duše v materijo. Torej, brez da sprostite grlo, ne morete materializirati ničesar direktno, ne glede kako ste prizemljeni ali kako ste uporabljali oranžno ali pa rumeno barvno spiralo. Pomembna je za vas še posebej, če se ne znajdete v svojem življenju, če imate občutek, da živite življenje nekoga drugega oziroma po željah nekoga drugega, če vse obogate oziroma pač se vam zdi normalno, da vam drugi govorijo, kaj je treba narediti, če bolj sledite drugim in čakate na druge, da so prvi, da prvi povedo, kam boste šli na izlet ali kaj boste počeli, to je nujno takrat, da več svetlo-modre barvne spirale uporabljate. Če se ne izražate v svojem vsakdanjem življenju iskreno in z močjo lastne integritete, se pravi, da malo prikrijete resnico, pa jo resnico usmerjate, kdorkoli se z vami pogovarja, enemu rečete to, drugemu drugače, takrat je tole nujno potrebno, da za svetlo-modro barvno spiralo direktno grlo zdravite. Se pravi, direktna podpora svetlobe duše, ko je svetlo-modra v nas harmonizirana, je idealna. Jasno vam bo, kdaj se to zgodi, ko ne boste imeli več frustracij, komorkoli, karkoli reči. In gremo na temno-modro. Temno-modra je številka 8, usmerite jo v grlo. Temno-modra vam daje občutek direktno modrost, notranje vodenje, notranji mir, krepi zbranost in pomiritev. Jasno se lahko zberete, omogoča boljše videnje, boljši spomin, daje jasnost in zbranost tudi v energijskem svetu, speljete stvari do konca, jasno vam je, kateri angeli, vodniki vam pomagajo in kakšen je smisel teh barvnih spiral, krepi fokus na lastno življenje z vidika svetlobne duše in smisla integritete. Pomembna je za vas še posebej, če želite spremembe v življenju, pa imate občutek, da ste nekje obtičali. Če ste preveč zapleteni v odnose in pozabite nase, če je ves čas razmišljate in se pogovarjate o drugih, če imate razpršeno energijo, slab fokus in se vam slabša vid, če težje dokončate zastavljene stvari in vas okolje pogosto zmoti na različne načine, če ste stari več kot 40 let, pa še niste zaključili svojega šolskega izobraževanja ali manj. Se pravi, če je čas, da zaključite izobraževanje, temno-modra vas pri tem podpira. Če vas okolica vedno zmoti, se pravi, da komaj čakate, da se nekaj zgodi in potem se ogromno stvari zgodi, da vas zmoti. Če ste nagnjeni k negativnim mislim
strahovom, če pogosto doživljate energijske napade, če vas je strah energijskih parazitov, elementarjev, energijskega mrčesa in entitet. Se pravi, če vas je tega strah in če čutite, da vas, ali pa vas je strah, da bi vas kdo napadel z energijami, ali se vam zdi, da vas skozi napadajo z negativnimi energijami, potem je treba okrepiti zbranost, prisotnost. Seveda eno je z temno-modro barvno spiralo, pomembne so še pa rdeča in ostale, kajti na ta način zberete potem vse svoje energije skupaj. In gremo na indigo. Številka je 09. Indigo je najlepša barva za prehod v stik s svojo dušo. Indigo barva omogoča tudi, da ne čutite bolečine. Klinčki so recimo indigo barve in če imate zobobol, edino klinčki pomaga, da jih malo zgrizete in postavite tam, kjer je zob. Samo to pomaga, da otrpnejo dlesni in bolečina popusti. Indigo barva je za te stvari. Torej, če vas boli glava, si lahko direktno indigo polagate tja, kjer vas boli glava. Ne bojo možgani otrpnili, ampak se bojo poglobili in sprostili in glavobol bo prešel. Če imate migrene pogosto, potem je čiščenje zunanje avre tisti webinar z barvnimi spiralami, ki si ga je smiselno pogledati. No, indigo držimo zdaj pred grlom, indigo barvno spiralo in krepi intuicijo, zaznavanje nevidnega, to je prehod res v energijski svet, omogoča poglobljeno zavedanje energiji, omogoča osvobaja čustvene blokade in spodbuja dobro spoznanje. Krepi slišanje modrosti duše, krepi prava znanja, ki so smiselna za vas in notranje talente, ki so že v vas. Z njeno pomočjo najdete specifično veščino, ki je v vas in jo je potrebno aktivirati, ki jo je duša gradila lahko več življenj, paralelnih, preteklih življenj. Lažje se potem najdete sami sebe v tem svetu. Indigo torej poveča stik s svojo modrostjo, svojo dušo, malo zmanjša fokus, zato se potem jaz tudi zgubim v njej. Pomembno je pa za vas še posebej, če nimate lastne intuicije, če se bolj zanesete na drugo intuicijo in nas kličete za vsako stvar. Zato je za vas zelo pomembna indigo barvna spirala. Če imate željo po notranji modrosti, po notranjem viru informacij, če se ne znate osredotočati ali pa odločati zase, če ne spite dovolj globoko ali sploh ne spite, o pretiranih, tehtanih ali spreminjanih odločitvah, če si ves čas premišljate, in pa seveda ob čustvenih nihanjih je indigo idealna. V tem času, ko je Neptun v znamenju ovna, to bo mislim, da do leta, koliko je zdaj, smo še 33, ne še dlje. V glavnem, ves čas, ko je Neptun, tudi pol, ko bo v biku, je pomembno od zdaj naprej, bomo rekli kar od zdaj naprej, ko je Neptun šel v bolj osebne znamenja, bo v ovnu, potem v biku in v dvojčkih, to je čez par, se pravi 40 let in več, je ta intuicija za nas zelo pomembna, da jo osebno sprejemamo, da jo osebno uporabljate. Zato je indigo barva za vas. Če ste razpršeni, če ne znate sodelovati s svojimi energijami, toliko bolj pomembna za vas. In gremo še na zadnjo, vijolično, številka 10, usmerite jo vase. Vijolična transformira, prinaša energijo duše, je prava duhovna povezava, omogoča sproščanje psihičnih blokad, omogoča sodelovanje z dušo s tem, ko razkužuje in razkraja stare vzorce in sisteme, ki so čez vašo glavo zapredeni. Pomaga osvetliti težje vidike življenja, krepi podporo duše, da se začnete zavedati, odpira pomoč angelov, da se jih začnete zavedati, krepi sprejemanje svetlobne podpore v vseh momentih, v vseh krajih, ne glede na lokacijo, ne glede na okolico. Krepi prepoznavanje svetlobnih bitij,
na najvišjem nivoju, se pravi, da lahko ločite med resnično svetlobnimi bitji, ki sodelujejo s svetlobo v korist vas, in med tistimi bitji, ki se delajo svetlobne in vas izčrpavajo in odmikajo od vas. Pomembno je za vas še posebej, če ste nagnjeni k depresijam. Tudi če jemljete že antidepresive, vam bo ta barvna spirala pomagala. Določene tehnike vam ne morejo pomagati, če jemljete antidepresive, barvne spirale vam lahko. Tudi če ste osebno pretirano trmasti, se pravi, če sledite samo instinktu in pozabljate na višji aspekt, na intuicijo in na dušo, če ste zavarovani v svoj prav, če mislite, da je to, kar veste, edino prav, če niste pripravljeni prisluhniti drugi strani ali svoji duši, če imate občutek osamljenosti, če se kdaj odločate za sodelovanje proti sebi, samo zato, da dokažete svoj prav, to je predvsem v najstniških letih, ampak sem opazila, da se je razširilo tudi na starejše obdobje. Če ne sprejmete mnenja drugih, če preveč razmišljate in ste pogosto zaskrbljeni, in pa če imate občutek polne glave in težkega telesa. Takrat je zaprtost glave velika, kajti ta del nad glavo je zelo pomemben del, kjer se sistemi nakopičijo in jih je potem potrebno razgraditi. S tem smo končali direktno predstavitev barvnih spiral skupaj z vašim samozdravljenjem doma. Samo da na kratko preletimo nevarnosti. Recimo pri vijolični je pomembno, da se zavedate, da je kakršnakoli navezava na kogarkoli, na nas, na okolico, na partnere, na kogarkoli, da vam je kdorkoli bolj pomemben kot vaša duša, vas odmika od lastne energije duše. Drugo, pri čelu in pri ažni, ta del, je pomembno, da se zavedate, da živimo v svetu iluzij, da je Hollywood s svojimi filmi in z vsem naredil toliko teh iluzij, kako se naj živi, da nekako poskušamo živeti te iluzije, in ko se to očisti, začnemo videti resnico, sprejemati resnico, in resnica je ta, da smo drugačni in drugega ne silimo potem v nekaj, kar ni, in na ta način ohranjamo svojo resnico in svojo čisto energijo. Potem je na grlu, se morate zavedati, da vas najbolj bremenijo laži. Laži, ki jih izrečete zato, da bi koga potolažili, laži, ki jih rečete, da bi koga umirili, laži, ki jih rečete, da ne bi se izpostavili, ker vas je sram določenih stvari. Bilo kakšna laž, tudi tišina takrat, ko je pomembno, da izrečete resnico, se smatra kot laž. Vse to ohrani, v bistvu zapre vašo grleno čakro in ohranja status quo, se pravi ne dihanje, ne vibracijo, ne spreminjanje v vaših energijah, ni pretočnosti in ni življenja. Tako da zato je pomembno, da določene stvari izpostavim pri posameznih stvarih, ker da se boste v bistvu zavedli tega. Pri srcu, imunski sistem, srce je najpomembnejše, da ne žalujete. Obžalovanja, žalovanja, ki ne grejo skozi ljubezen. Se pravi, da žalujete in ste vi bogi, ne razmišljate o človeku, ki je umrl, recimo, in niste povezani ljubeče s to energijo, ampak žalujete, ker ste vi brez te osebe. Se pravi, obžalovanje, žalost, to zapre srčno in grleno srčno in imunski sistem in vas drži v zaprtem sistemu. Na solarnem pleksusu vam najbolj slabo deluje sramota, da vas je sram. Zdaj pa eno je, če vas je sram vsega, tudi tega, kdo ste. Drugo pa je, če delate take stvari lopovske, da vas je potem tega sram. Tako da, če delate v skladu z integriteto, pa vas je sram se izpostaviti, potem je treba to počistiti in osvoboditi. Če pa delate stvari, ki jih ne želite, da jih zve javnost, jaz sem enkrat prebrala, zelo mi je bilo to koristno,
da je pomembno, preden sem vstopila v svet teh javnega sodelovanja na temo duhovnosti ali pa energij, sem prebrala, da mislim, da je bil Boris Vene in Nikola Grubiša iz Uma milijonarja, Bogatstvo je v nas, ja, tam piše to. Da moraš živeti tako, da lahko vsak časopis tvojo življenjsko zgodbo objavi na naslovnici. In pa sem še tako študirala, sem že kar na tem, nič ne grešim, nisem nič takšnega, že takrat nisem počela, poveste, kako imam dolgočasno življenje. Nič takšnega nisem počela, da je bilo narodno, da bi se to objavilo. In se mi je zdelo, v redu je. In od takrat naprej imam takšen pri sebi, takšen odnos do vsega. Ne delam ničesar, kar ne želim, da se ne bi izvedelo. In sem pomirjena in ta sramota, ki bi jo lahko kdo sprožil, najsigur nisem v Epsteinovih fajlih, tako da to je joke, to je šala. Je pa grozno, kar se dogaja, zato ker so ljudje tiho, ker so navezani in ker je šlo vse to v čisto napačno smer. Tako da to niso več šale, veste, teh, da se opravičujem, ni bila primerna šala. Ni bila. Pomembno je, da se začnemo zavedati, da je vsak od nas šteje, da vsak od nas ima svojo vlogo in da jo moramo izražati na vseh nivojih. Tako da, evo, smo prišli do krivde, nas polni čakar je krivda. Krivdo nam želijo določeni sistemi že od nekdaj dati. Recimo, ko se je en dokumentarec je bil o zemlji, kako jo človeštvo zlorablja. V bistvu jo pa zlorabljajo samo nekateri sistemi, tako kot so zlorabili otroke, tako kot so zlorabljajo cel sistem, zlorabljajo samo posamezniki in delimo si pa krivdo vsi. To hočejo krivdo razdeliti med vse. Mi smo krivi toliko, kolikor smo verovali ali pa bili, vsaj jaz mislim, da živimo življenje, kjer bojo, mislim, ja, naivci smo vsi, ki to pričakujemo, ampak da je država narejena, da bodo sistemi poskrbeli, da funkcioniramo, da smo lokalpatrioti, da bomo poskrbeli drug za drugega in sistemi javni, da skrbijo za nas. No, to je zgodba iz ne vem kjerega tisočletja ali pa iz zlate dobe. Nekje obstaja. Tako da krivda je, kriv si, kar si ti naredil. Vse krivdo, ki jo nosite za druge, za starše, za vse ostale, je nalepljena na vas, jo treba očistiti in spolna čakra je tista, ki jo največ nosi. Tako da jasnost, čistost, integriteta in potem prevzeti odgovornost za tisto, kar si narobe naredil. O Epsteinovih fajlih se ni zaheca, to so resne stvari in resne izgube, resna trpljenja zadaj. Razumem duhovni vidik, ampak vseeno je odgovornost na zemlji, ne moramo se skriti za to. In pa strah je na korenski čakri, se pravi, strah vas drži najbolj, če vas je strah, da vas izpostavijo, če vas je strah, da vas kdorkoli karkoli, če vas je strah bilo česa, je obilje omejeno, zapre se spodnja energija in vi ne morete živeti in ta strah krepi potem pritisk se viša in slej ko prej počte zaradi strahu ali srčni ali pa možganska kap, tako da strah je tista energija, ki jo je potrebno ne kontrolirati v smislu zadrževati, ampak opaziti pri sebi in delati na tem, da je ni oziroma da ste v skladu s seboj, kajti ko sodelujete s svojimi energijami, vas ni ničesar strah. Tako so barvne spirale resnično najboljši način, da sebe in svoje življenje spravite v red, ne samo v red kot to, kar se drugi pričakujejo, ampak v zgodbo uspešnega in blagoslovljenega življenja. Sreča se za vsakega skriva nekje drugje, v nas je, in ko z barvnimi spiralami na tak način delujemo povsod, po vseh nivojih, z vsemi barvnimi spiralami vam garantiram, da boste srečno in uspešno zaživeli. Tako da hvala vam za pozornost, da ste tako dolgo bili z mano. Upam, da vam je zelo, zelo koristilo. Vse sem naredila z velikim veseljem, srečo in so podporo zlate dobe. Namaste.